Omenil si arbitražo. Jaz bi rad tu sam nekaj dodal, pa mogoče še potem ti. Vi veste, tisti, ki se družite v Ljudski pisarni z nami, da ves čas govorimo o tem, pa tudi vidite lahko, da sodni sistem ne deluje. In da tudi v bližnji bodočnosti ne bo deloval. Torej in upravni sistem in sodni sistem. Torej, kakšno možnost se sprašujemo, ima potem človek v vlogi seveda trgovca, da uveljavlja lahko svoje pravice, če to ni možno na sodišču. In vi veste, da vedno obstaja tretja pot, vedno. In tudi v tem primeru obstaja tretja pot, to je zunajsodna pot ali administrativna pot. In na tej poti administrativni je v tisti v zadnji končni obliki, ko uveljavljamo škodne zahtevke, je arbitraža in arbitražno sodišče ključnega pomena. Ključnega pomena za obe stranki, za obe trgovski stranki. In mene res veseli, da se je Marjan lotil teh stvari seveda za svojo skupino in pripravil vse, da bo to sodišče tudi delovalo. In meni je največje veselje, da se je to zgodilo. Seveda pa bomo, ko bodo stvari tako daleč, da bomo imeli tudi sodnike, pa porotnike in tako naprej, da bomo takrat v Ljudski pisarni o arbitražnem sodišču in pomenu arbitražnega sodišča povedali mnogo več kot pa danes. Marjan, če še imaš ti kaj? Jaz bi tukaj omenil še, da sem tudi v dogovoru z eno od odvetnikov oziroma eno odvetnico, morala se še snidati. Na hitro je bila zadeva predstavljena, je zainteresirana, tako da, ampak jaz po telefonu pač o teh stvarih živo ne komuniciram, ker vemo, da mogoče se bo grdo slišal, ampak dejansko jaz jim ne znam več drugače reči, da pač prostitutke sistema non-stop preverjajo, nadzirajo, blokirajo in vse komunikacije brišejo mi maile, tako da ko bom Primožu definitivno poročal in bom zelo vesel, če se bomo v tej zasedbi skupaj pol usedli dol s temi sodnikom, z odvetniki in pol v bistvu res zagnali, ker to bo za mene največja nagrada. Da se končno na to zemljo vrne mir. V zvezi z IRS obrazci še nekaj. Mojo izkušnjo. Tam leta 2016 seveda smo mi kot ekipa ali skupina potestirali določene stvari, tako jih Marjan testira, smo jih mi tudi. In seveda smo že takrat pošiljali te IRS obrazce, ker smo to že vedeli, vse te stvari, v Ameriko. V čem je bil problem? Seveda ni bilo tam nobenega odgovora, nikoli. Kar je bilo zelo čudno, če tam obstaja preiskovalni kriminalistični oddelek za davčne utaje. Ugotovili smo, da pošta, ki smo jo pošiljali, da je bila v Evropi prestrežena in nikoli ni prišla do Amerike sploh. Potem smo dobili neke faks številke. Tudi tja pošiljali, seveda tudi ni bilo nobenega odgovora. In pol smo mi to s tem prenehali, ker očitno še ni bil čas dovolj zrel za te stvari. Tu v Sloveniji nismo imeli takrat nobene podpore, ker so vsi mislili, da smo malo zmešani. Ja, mogoče še nekateri zdaj mislijo, ampak če pogledam dobro po tej dnevni sobi, bi rekel, da sem zelo zadovoljen in iskreno hvaležen, da ste tukaj, ker je to le potrditev tega, da delamo dobro. Ta potrditev ne prihaja samo iz vaših ust in vaših objemov in lepih pogledov, ampak prihaja tudi iz strani, s katero bomo morali v naslednjem obdobju vzpostaviti živahne odnose na mednarodni ravni. Da ne povem preveč, ker še ne smem. V Ljudski pisarni bomo v kratkem najprej z Marjanom, potem pa skupaj pripravili delavnice,
kjer vam bomo pokazali, kaj to sploh pomeni ti IRS obrazci in na kak način lahko vi z njimi delujete oziroma operirate v trgovskem sistemu, kot dobri trgovci, če hočete. Ker vi morate vedeti, da ja, smo živi ljudje, ampak večino svojega časa smo trgovci in se moramo znati tako obnašati. Ker vse mi lahko rečemo, ok, jaz se tega več ne grem, ampak jaz se vedno sprašujem, kaj bomo pa naredili z sestrami in brati, ki pa tega ne zmorejo, ali jih bomo pustili od zadaj, ali je katerakoli vojska v vojnem stanju pustila ranjence od zadaj. Jaz se tega ne spomnim, ne? Če pa je bila pa to vojska parazitov. Zato je šele zdaj prihaja ta čas in pa ta, bi rekel, energija sodelovanja, torej, kot sta rekla predhodna govorca, dvignili bomo riti, ne, zaradi tega, ker bo postalo na stolu prevroče, ne. In ta čas prihaja zdaj. Že konc tega meseca lahko pričakujemo, da bodo se ljudje začeli obračati in na vas, in na nas. In predvsem na vas bo to, da boste tem ljudem dali vi prvo kvalitetno informacijo, ker mi tega zmogli ne bomo. Ne? Se bom več povedal o tem kasneje, ampak 30. september je ena preokretnica v globalnem smislu, če hočete. Zaradi tega, ker ravno ta inkorporacija, o kateri govori Marjan, torej Združene države Amerike, ne Združene države, samo United States Incorporated, ne, mora 30. septembra je, kako se reče, deadline, končna točka, v kateri je bojo morali tujim upnikom poravnati svoje dolgove. In sva teh sredstev ni, ker tu ne gre za Jurija, 2-5 Jurija, ampak gre tu za enormne številke, ki sploh nimajo več nobene veze z realnostjo. Ne, in zato lahko pričakujemo v tem obdobju, da bodo poskušali preusmeriti pozornost na nekaj drugega, tako vedno, z nekimi napovedmi jedrskih vojn, ne vem, mogoče celo ta Blue Beam projekt ali projekt Modri žarek, poskušali bodo inscenirati na nebu neko kozmično vojno. Ne si misliti, da ta tehnologija ne obstaja. Ne. Zakaj? Samo zato, in to bo vse televizijske stvari, ne se bati, ne bo nobene nuklearne vojne, nobene. Ne. Ampak ljudje bodo v veliki stiski in mi imamo dve možnosti, celo tri. Ne. Prva možnost je, da jih obsojamo. Ne. Druga možnost je, da jih brez glavo vabimo, tretja možnost pa je to, da se same opolnomočimo in opolnosrčimo, da jim bomo lahko dali to prvo informacijo, kam naj se obrnejo in kaj naj naredijo. Toliko z moje strani. Marjan, izvoli.